Novi del je dobila naša priljubljena telenovela Ena žlahtna Adria. Potem, ko smo se jim v prejšnjih epizodah smejali ob odpovedi leta zaradi 250 evrov dolga ter prevažanju potnikov z avtobusnim prevoznikom Adria Busways, je ta teden situacija postala malce manj smešna, saj so ji lastniki prizemljili pol flote in to na kratkoročnem parkirišču, kjer bojo plačali dvakrat več, mislim amaterino. Raj bi jih pustili na pločniku, pa neh pajk odpele, če si upa. Zaradi pomanjkanja letal in finančnih težav je Adria v zadnjih dneh odpovedala skoraj vse lete. To pa je seveda najbolj prizadelo njene zaposlene. S čustvenim pismom se je danes oglasilo vseh 558 zaposlenih v Adriji, od pilotov in stewardes do podpornih služb. Za marsikoga je Adria tretji zakonec v družini, so zapisali. Za nekatere Adria ni sam vir dohodkov, ampak je zadolžena tudi za košenje trave, odnašanje smeti, pa čuvanje otrok vsak drug vikend. Ravno zato so propadajočemu letalskemu prevozniku zaposleni izrazili podporo na stojen način. Številni uslužbenci so danes tako tudi svoje prikazne fotografije na Facebooku spremenili v podporo Adriji, njeno letalo pa je proti bruselskemu letališču poletelo celo s klicnim znakom Adria Forever, kar v prevodu pomeni Adria za vedno. Na letalu zaslišati klic Adria za vedno je kar grozno. Ampak vseeno manj grozno, kot zaslišati klic Allah je velik. Čeprav strokovnjaki napovedujejo, da bi stečaj našega edinega letalskega prevoznika imel katastrofalne posledice za slovenski turizem, pa temu ni tako. Adria je namreč poskrbela, da ima Slovenija novo turistično znamenitost. Danes verjetno najbolj fotografirana slovenska znamenitost. Tabla z odpovedanimi leti Adrie Airways. Umaknita se Prešernov spomenik in Blejski otok. Tukaj je nova najfoto točka v Sloveniji. Tudi spletni portal TripAdvisor je prenovil svojo lestvico stvari, ki jih morajo turisti v Sloveniji nujno narediti. Po novem so to obisk Postojnske jame, vožnja spletno in spanje na Brniku. To je tretja stvar. Toliko za danes v Adriji. Pridružite se nam zopet naslednji teden, ko bomo v telenoveli videli, da so potniki na poti v Bruselj ugotovili, da njihov let sicer ni odpovedan, so pa na voljo samo stojišča. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.